kristali nam lahko pomagajo tukaj, a ne? Ti vem, da prisegaš na njih, ja. Očitno delujejo. Mislim, prisegam na njih. Ja, vedno te vidim z enimi kristali, tako da nekaj je na tem. Ja, imam rada kristale. Recimo, zmeraj sem nosila in rada nosim meteorite, torej libijski tektit, moldavit, tudi sihote-alinski. Zdaj pa že kakšen mesec pa pol nosim larimar. Larimar sem tudi pripeljala nekega v Slovenijo, nekaj kosov in je ovalne ali pa kapljičaste oblike. To je kapljičasta potem, to je kapljičasta, ja. Tale moj je ovalen. In larimar tudi mene osebno uči nečesa zelo pomembnega. In to je moč preko nežnosti. Larimar je namreč atlantitski kamen, je kamen delfinov in izraža to spontanost, sproščenost, igrivost, to, kar nam dejansko manjka v tem času. In sploh, kadar ga nosimo tukaj, zelo, zelo vpliva na to. Mene te energije, te nežne, igrive, spontane energije precej kličajo in zanimivo je, da se je ravno manifestiralo v tem času to, da sem jaz prišla do larimarja, tega lepega, ta pravga, da ga nosim tudi sama in da naslednje leto Klepet ob kavi organizira potovanje na Bahame, kjer bomo plavali z delfini in odkrivali dejansko to Atlantido v tem smislu. Tako da vse se nekako sestavlja in jaz pol samo opazujem in vidim, aha, life me vodi v to smer, ok, v rejo, gremo v to smer. Gremo na Bahame, super, gremo na Bahame. Tako da gledalci se tudi že lahko prijavijo. Bo tudi, mislim, da že kar v januarju, bo tudi najprej spletno predavanje brezplačno za vse tiste, ki se zanimajo za to, da bojo spoznali, kaj to pomeni, kako bo šlo in vse ostalo in pol nekje do februarja imajo zadnji čas, da se prijavijo. Ne, poveva seveda, da to ne gre za one delfine, ki plavajo po bazenih, ne? Ne. To so divji delfini, ne. To je en tak res poseben oddih, ki ga organiziramo v sodelovanju z Tamaro, ki to organizira že dolgo časa in pa seveda z turistično agencijo Mana.